Vsi skupaj lepo pozdravljeni na drugem delu današnjega srečanja in predlagam, da kar povabimo na oder dr. Mirana Špeliča, ki ga seveda vsi poznate. Profesor Špelič predava patristiko, patriologijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Ima za sabo zelo obsežen korpus del z tega področja. Se mi zdi, da zadnji je verjetno tale velikanski hieronim, ki ga imate tamle zadaj v kompletnem izboru njegovih pisem na voljo v slovenskem prevodu, ki ga je kolega Špelič uredil. Tako, naslov predavanja bo Pogled prvih kristjanov na poznoantične magične prakse. Prosim. Hvala za besedo. Torej, sin moj, izogibaj se vsega slabega in vsega, kar mu je podobno. Sin moj, ne vedežuj, ker to vodi v malikovalstvo. Ne bodi vdan čaranju, ne astrologiji, ne vraževernim očiščevanjem. Ne obračaj svojega pogleda k temu in ne poslušaj, kajti iz tega se rodi malikovalstvo. To so besede iz enega najstarejših nebibličnih krščanskih tekstov, Didahe, nauk 12 apostolov, ki nastane še pred redakcijo Nove zaveze in ki jasno pokaže na neke ločevalne poteze nove religije. In med njimi je tudi odnos do magije, do vedeževanja. Krščanstvo se je potihoma, počasi vstopalo v antični svet, takrat, ko je bil ta na vrhuncu in ko je ta svet že počasi tonil proti svojemu ugašanju, pa ga je rastoče krščanstvo vedno bolj zaznamovalo in tudi preobrazilo. Marsikatera antična vrednota se je ravno zaradi krščanstva lahko ohranila, nekatere antične poglede, klasične poglede, pa je krščanstvo tudi skušalo bolj ali manj uspešno odstraniti iz družbenega tkiva. Ravno magija in vedeževanja sta bila deležna take ostre kritike, pa jima je kljub temu uspelo preživeti tja v srednji, novi vek in tudi današnja postmoderna se to še dobro obvlada. Na nekaj primerih bomo skušali pokazati, v čem se kaže nekompatibilnost vedeževanja, magije in krščanstva, nekompatibilnost med krščanskim monoteističnim pogledom na svet in pa magičnimi praksami. Ugibali bomo pa samo lahko, zakaj in kako, da te slednje lahko toliko časa še preživijo. Temelj krščanstva je pravzaprav božje razodetje. Bog se razodeva že v judovskem religioznem sistemu in čeprav se ta judovski sistem zelo podoben drugim vzhodnim, starim vzhodnim civilizacijam, pa ima vendarle svojo posebnost v henoteizmu, ki se razvija v monoteizem. Namesto nekih božanskih bojev in rivalstva na nebesni sferi imamo enega samega Boga, ki niti imena nima spočetka, ampak se imenuje splošno Bog. Kasneje dobi šele ime Jahve, ampak to ime je tako sveto, da ga niti ne izgovarjajo, rečejo kar Gospod, Adonai, Kyrios, Dominus. In kar nekajkrat je ta Bog judovske Biblije prikazan in predstavljen kot ljubosumen Bog, ki ob sebi ne trpi drugih bogov, ki pravzaprav sploh niso bogovi. In seveda on, ta Bog, ima svoje preroke, svoje glasnike, ki pa ne pusti, da bi bili ob njih še drugi, neki vedeževalci drugih božanstev. Zato temeljni zakon judovstva, Mojzesova postava, oziroma postava, ki jo Jahve da prek Mojzesa ljudstvu, ostro prepoveduje vedeževalstvo. In v nekaj epizodah se to pokaže zelo kruto. En od teh je, ko prvi kralj Savel ukaže izgon ali morda celo eliminacijo vedeževalcev. Prav ta epizoda s kraljem Savlom, ki je bila že prej omenjena, pa je zelo povedna in tudi vzgojno preteča. Ta zgodba, ki se bomo zdaj lotili analizirati, je pravzaprav zgodba, ki z dvignjenim prstom pokaže, tako se ne sme delati. Če boš delal tako, se ti bo zgodilo isto kot kralju Savlu, torej
Kralj Savel je sprva dal odstraniti iz družbe vse te vedeževalce, ostanke politeizma. Potem se pa v nekem trenutku zateče po pomoč ravno k tej vedeževalki iz Endorja, ki je preživela, in ta starozavezni judovski kontekst že pokaže, da to vedeževalstvo namreč ni bilo sprejemljivo, ampak da je bilo pa vendarle še navzoče. Če pojemo to naslednjo. Ta vedeževalka je opisana kot ženska, ki ima ob, alef, vav, bet. Beseda, ki se 17krat pojavi v Stari zavezi, od tega enkrat pri Jobu v pomenu meh, vinski meh, sicer pa s to duhovno razsežnostjo, da ima nekaj, kaj pa je to nekaj, to se pa vidi že iz prevodov, interpretacij, da ni enotnega razumevanja. Ali gre tu za neki amulet, talisman, s pomočjo katerega kliče mrtve? Ali gre tukaj za glas, ki je kot da bi prihajal iz meha, torej nenavaden glas, ventriloquizem? Ali gre za obsedenost z nekim duhom, da je to neki duh skrit v notranjosti kot v nekem mehu? Prevodi so različni. Že Septuaginta tu svojim racionalizmom to interpretira kot žena, ki govori v trebuhu. En gastri mithon, v trebuhu govoreča ženska. Vulgata prevaja to kot žena, ki ima pitijskega, pithonem habens. Pitho je drugo ime za Delfe. In pitija je pač delfska pitija, ki je svečenica, ki ima nekega duha, ki prerokuje, ki vedežuje. In pithonem habens pomeni nekako, ima nekaj vedeževalskega v sebi, nekaj pitijskega, seveda nevarno politeističnega. Slovenski obstoječi prevodi, standardni in pa jeruzalemski, to prevajata kot žena, ki roti umrle. Dejansko če vzamemo zelo dobeseden prevod, tole je precej že kar odmik od dobesednega prevoda in je že kar interpretativen prevod. In zelo zabavno se je pogledati še naše stare prevode. Dalmatin je rekel, da je to žena, katera ima enega duha, kjer boguje, se pravi, ki nekako vedežuje. Japelj, nekaj desetletij za njim, pravi, da je to žena, katera ima vuganuavskega duha, torej ki ugiba, ki tudi ugiba, kaj se bo zgodilo. Wolfov prevod, ki je bližje vulgati, lepo prevaja pitonovega duha. Medtem ko Hraska, protestantski češki prevajalec, ki je tudi zelo dobeseden v svojem prevajanju, pa je že šel k temu sodobnemu žena, ki je rotilka mrtvih. Se pravi, že da tudi neko interpretacijo. Sodobni prevodi imajo tukaj celo plejado različnih variant. Ta žena, ki ima tega duha, to ženo Savel nagovori. Zakaj? Religija mu je propadla. Odnos z Bogom se je omajal, Bog mu ni več odgovarjal na njegove prošnje, niti znameni, niti po prerokih, kot smo videli v besedilu prejle. Savel je vprašal Gospoda, a Gospod mu ni odgovoril ne po sanjah, ne po Urimu, ne po prerokih. Se pravi, komunikacija z Bogom, to božje razodevanje se je končalo. In kaj se zgodi s Savlom? Savel regresira v prejšnjo, tisto stopnjo sosednjih religij, povpraša vedeževalko. Poiščejo mu eno, ki je uspela se izogniti njegovemu pogromu, morda zato, ker je bila manj kompetentna, ker se je lažje skrila, ni bila tako očitna. To se bo tudi zelo kmalu izkazalo, kajti niti prepozna ga ne. Kakšna vedeževalka pa je? Pride kralj k njej, res da malce preoblečen, in ona ga ne prepozna. Šele ko dobi tistega duha, šele ko se duh prikaže, prepozna, to se pa nekaj dogaja. Tu mi prihaja na misel scena iz filma Ghost,
kjer Whoopi Goldberg, ki blefira, da je medij, v nekem trenutku zares postane medij, ko je neki duh zares posede in ugotovi, to se pa nekaj dogaja, nekaj nenavadnega. To je ta ženska, ki ima se šele tukaj pravi, rekel, zakaj si me prevaral, saj si Savel, tam na koncu 12. vrstice. Kralj potem jo vpraša in mu ji naroči, naj pokliče Samuela. Samuel, duh Samuela pride, mu pove isto, kar je že prej slišal od njega, se pravi, napove mu, Bog te je zapustil, konec je tvoje kariere, lahko spakiraš in greš. Jutrišnja bitka bo zate zadnja bitka. To je edino, kar novega mu pove Samuel, je to, da bo naslednji dan, oziroma v bližnjih dneh, da bo umrl. In potem se ta žena izkaže kot zelo čuteča, poskrbi za to, da se bo najedel, napil, pač zadnja želja, da se pred smrtjo. Do njega je izredno prijazna. Ne vemo pa, kaj se je z njo zgodilo. Andrej Gide, neravno katoliški pisatelj, je zelo zanimivo v svoji tragediji Saul, je to ženo na koncu dal umoriti na neki način od Saula. Savel jo umori, potem, ko mu izkaže to prijaznost in mu naredi svoje. Ampak to je zdaj že trivija. Če se zdaj vrnemo nazaj. Potem, ko smo si pogledali to epizodo, iz katere nam je jasno, da rezultat nepokorščine Bogu je propad, začeta dinastija bo izumrla, prestol bo zasedel drug, iz te epizode in še iz nekih drugih starozaveznih mest razberemo, da je vedeževanje se vendarle ohranjalo, preživelo, morda tudi zato, ker je bilo precej podobno preroštvu. Med enim in drugim pa je vendarle bil velik prepad, kajti vedeževalci so delovali v sklopu magičnega, kjer je bistven pravi postopek, kjer se z določenim ravnanjem doseže učinek. Se pravi, delujemo po principu daj, dam, pritisnemo gumb, prileti ven tisto, kar smo pritisnili. Medtem ko pri religioznem preroki pa so odvisni od te nepredvidljive inspiracije Jahveja, kjer pa je svoboda in popolna nedoločljivost. Za krščansko interpretacijo te zgodbe o vedeževalki v Endorju pa moramo stopiti še v nov kontekst evangelskega oznanila, ki dopolnjuje staro zavezo. Kristus se ne sooča z vedeževalci, najbolj analogni s tem pa so njegovi boji z hudim duhom, z obsedenci, ko se bori z obsedenostjo. Kajti krščanstvo razume vedeževalstvo kot rezultat obsedenosti. In tu bomo za kratek intermezzo skočili še na 3 odlomke apostolskih del, 3 epizode iz zgodovine prve cerkve, ki apostolska dela pokrivajo nekako obdobje med leti 30 pa tja do Pavlovega ujetništva v Rimu, tam okrog leta 61 do 63. V tej prvi epizodi srečamo čarodeja Simona, ki je mislil, da je nekaj posebnega. Sprejme krščansko vero, da se krstiti Filipu, potem pa, ko za tem krstom, Filipovim krstom, prideta še Peter in Janez, pa se da tudi rukopoložiti, se Peter in Janez polagata na vernike roke, ti dobivajo svetega duha, kar se manifestira s posebno močjo, s čudeži. In Simon čarodej, ki je že imel moči, ker je že bil imenovan, govorili so, on je Božja moč, ki se imenuje velika moč, zdaj je hotel imeti pa še večjo moč in zato ponudi denar. Dajte tudi meni moč, da bo vsak, na kogar bom položil roke, prejel svetega duha. Se pravi, ponudi magični pristop, magično logiko, ki pa jo Peter in Janez zavrneta. Pojdi v pogubo, bi rekel danes, hudič naj te vzame, tebe in tvoj denar, če misliš, da lahko s tem kupuješ. In to imamo pač seveda klasični za simonijo. Vendar pa je to bil klic k spreobrnenju. 22. vrstica, spreobrni se od te svoje grdobije, prosi Gospoda, naj ti morda odpusti. In potem Simon pokaže, da ne ostaja v svoji logiki, da hodi naprej po poti spreobrnenja, molite zame Gospodu,
da me ne bi zadelo kaj takega, kar sta rekla. Vsaj iz strahu pred tem, kar bi se mu lahko zgodilo, se odvrne od svoje magije. Druga epizoda se zgodi na Cipru. Tam na Pafosu Barnaba in Sila srečata judovskega vražarja in lažnega preroka z imenom Bar Jezus oziroma Elima, ki ima skuša preprečiti, da bi oznanila Kristusa prokonzulu Pavlu, po katerem je Pavel dobil ime pravzaprav, apostol Pavel. Pavel mu je napovedal začasno slepoto. Glej, udarila te bo Gospodova roka, oslepel boš in nekaj časa ne boš videl sonca. Se pravi, pokaže se, da magija, ki jo obvlada Elima oziroma Bar Jezus, nima takšne moči, da bi se zoperstavila evangeljskemu oznanilu. Tretja epizoda. Pavel in Sila prideta v maloazijsko Tiatiro, tam se ustavita pri Lidiji, ki trguje z škrlatom, in vmes pride še, srečala nas je dekla, ki je imela duha jasnovidnosti in je z vedeževanjem prinašala precej zaslužka svojim gospodarjem in je vpila, ti ljudje so služabniki Boga najvišjega, oznanijo vam pot odrešenja. Torej, neke vrste propaganda, reklama. Pavel te propagande ne sprejema, jo utiša in izžene tega duha. S tem pa seveda tudi prikrajša njene lastnike za vir dohodka. In sledijo pa represalije. Zaradi tega reševanja človeka pred tem duhom sta Pavel in Sila odvedena na trg pred mestne poglavarje, dali so jo pretepsti, vrgli v ječo, v klado so jima celo uklenili noge, ampak tisto noč je nastopil potres, vrata so se odprla, ampak iz ječe nihče ni pobegnil. Ječar naredi skoraj že samomor, oni ga ustavijo, jetniki, on pride, jih on osvobodi, jim umije rane, jih pogosti in se da krstiti. Potem pa, ko se vidijo vse te reči, ko se vidi njuna moč, da sta ona močnejša od teh magičnih, jasnovidnih, vedeževalskih stvari, se celo oblastnika prideta, ker Pavel se ne pusti izpustiti iz ječe drugače kot uradno po uradni poti, prideta oblastnika, se opravičita, odpeljeta iz ječe in prosita, naj gre raje naprej, da ne bodo imeli sitnosti z njima. In na to sta odpotovala. To so torej te tri epizode iz apostolskih del, ki jasno pokažejo, kako se prva cerkev že ukvarja z vedeževalstvom, ampak v smislu premagovanja vsega tega. Zdaj se lahko vrnemo k omenjeni Savlovi vedeževalki iz Endorja in pogledamo problematičnost, s katero so se morali soočiti prvi eksegeti. O tej čarovnici, vedeževalki iz Endorja, je eno najstarejših besedil, obsežnejših besedil, kratke notice so že pri Justinu, naprimer, pa daljše o njej razpravlja Origen v tej homiliji o 28. poglavju prve Samuelove knjige. Zanimiv je kontekst te homilije. Origen je v Jeruzalemu, pri škofu Aleksandru, in prebrali so kar 4 poglavja, tisti dan pač brali so svetopismo po odlomkih in tisti dan so prebrali od 23. do 28. poglavja. To je, pravi Origen, preveč, da bi vse razlagal, izberite najtežji odlomek in bom tistega se lotil. In škof Aleksandr izbere 28. poglavje. In Origen začne lepo iz rokava stresati, se pravi ex abrupto, brez posebne priprave, in razlaga o tem in pravi, Samuel je tukaj le pravi Samuel. To je duh, resnični Samuelov duh, ampak ni bil poklican zato, ker bi ga poklicala vedeževalka. Vedeževalka ne more imeti moči nad gospodovim prerokom, ampak je Gospod sam to dopustil, naredil, ker je s tem lahko pokazal Savlu njegovo napako. S tem je Savlu jasno pokazal, kako je pogrešil že prej in še zdaj, ko ni poslušal Samuela. Torej, Samuel je tukaj zanj resničen, čeprav se tudi Origen sprašuje, ali je morda to samo videz, ali je to delo hudega duha. Poišče usporednice, kako je Bog lahko tudi preko poganskega vedeževalca Bileama z oslico v 4. Mojzesovi knjigi, namesto da bi preklel
Božje ljudstvo, ga je blagoslovil. In še oslica ga je malce poučevala tega preroka. Torej, Bog lahko tudi prek ne svojih vernikov druge religije blagoslavlja svoje ljudstvo. In pa podaja tudi kot ilustracijo prerokovanje velikega duhovnika Kajfa, ki je bil tisto leto veliki duhovnik in je rekel, da bo Jezus umrl, bolje da eden umre za ljudstvo. To pa je rekel, ker je bil tisto leto veliki duhovnik. Čeprav je bil nasprotnik evangelija, je vendarle tu potrdil. Tako je tudi ta vedeževalka, ki je bila proti Mojzesovi postavi, lahko bila uporabljena kot neke vrste Božje orodje. To je Origenova razlaga. Temu se močno zoperstavi Evstatij Antiohijski. Origen seveda je iz Aleksandrije, aleksandrijska šola ima svoje pristope, antiohijska šola ima povsem drugačne. In Evstatij piše prav o vedeževalki proti Origenu in zavrne Origenovo tezo in pravi, da je Samuel prikazan hudega duha. Hudi duh se je prikazal in seveda zakaj? Da bi še bolj zavedel Saula. Vsi v tej zgodbi so pravzaprav pod vplivom obsedeni od hudega duha. Celo Gregorij iz Nise, ki v pismu Teodoziju piše o vedeževalki, ne pozabimo, Gregorij iz Nise pa občudovalec Origena, je dedič, Origenov dedič skupaj z vsemi Kapadočani in so dediči aleksandrijske šole, tudi on potegne v isto smer. Samuel, tista prikazan Samuela je demonska prikazan. To pravzaprav ni nič nenavadnega, kajti, ko smo že prej govorili o Origenu in o njegovi nedoločnosti, nejasnih meja, Origen ni ljubil ostrih meja. Origen je vedno imel nekaj, verjetno mogoče, tako ali pa še kako drugače. Dajte, razmislite, še vi se potrudite in poiščite odgovor. Zato je nasproti svojim gnostičnim sprotnikom dal dosti več možnosti za izbiro, vendar pa je rekel, kriteriji mora biti pa jasni. Skladnost z razodetjem Svetim pismom. Zato je tudi on skušal tega Samuela razumeti kot pravega, ampak v skladu s Svetim pismom. Potem pa je rekel, če boste pa vi našli boljši odgovor, se mu bom pa uklonil. In dejansko je tradicija cerkve šla naprej v to smer, patristična tradicija, da v tej prikazni Samuela ni videla več pravega preroka, pač pa prikazan navidezno neko lažno podobo. Iz tega je jasno razvidno, da krščansko zavračanje vedeževalskih praks ni omejeno zgolj na nekatere avtorje, ampak je vse splošno in izhaja nekako že iz skupne judovske dediščine. Ker že judovska dediščina bolj ali manj spoštovana, ne sprejema tega, tudi krščanstvo potegne to isto držo. Nadalje se nesprejemanje vedeževalskih praks naslanja na odsev evangeljskega boja s hudim duhom. Ker je vedeževalstvo sad hudega duha in ker je treba se boriti proti njemu, zato vedeževalstva ne sprejemamo. Kljub temu pa opažamo, da ta praksa vendarle ostaja. Ostajala je v Stari zavezi, ostaja tudi v cerkvenih skupnostih in v času, tudi ko je cerkev nekako postala prevladujoč miselni faktor v družbi, v rimski družbi. In zato je potreben nenehen boj proti temu. In to opažamo, tu pa se pokaže neka, recimo, potreba po novem postopku, po razločevanju. Poiskati treba karakteristike poganskega in demonskega vedeževanja na eni strani in pa krščanskega preroštva v duhu na drugi. In na to opozori že spis iz 2. stoletja Hermasov Pastir, ki v dokaj dolgi 11. zapovedi spregovori o tem, kakšne so karakteristike vedeževalskega duha, torej malikovalskega, poganskega, hudega duha in kakšne so lastnosti Božjega duha. Najprej, kdor ima duha od zgoraj, je krotek, miroljuben in ponižen. Vzdržuje se vsakega zla in prazne želje tega sveta. Sebe ima za slabšega od vseh drugih ljudi, nikomur nič ne odgovori, če ga kdo kaj vpraša, ne govori na samem. Po drugi strani pa so značilnosti onega drugega duha. Tak človek, ki misli, da ima duha, najprej samega sebe povišuje,
Hoče imeti prvi sedež, tako je predrzen, nesramen in gostobeseden, živi v številnih užitkih in mnogih drugih prevarah ter prejema plačilo za svoje prerokovanje, če pa ga ne dobi, ne prerokuje. Ali lahko Božji duh prejema plačilo in na to prerokuje? Božji prerok tega ne more storiti. Duh takih prerokov je zemski. Za sklep. Krščanstvo lahko torej povežemo tudi z izrivanjem vedeževalskih in magičnih praks, zato ker te ne sodijo v sklop monoteizma. Krščanstvo kot monoteizem se zoperstavlja politeizmom in ker je vedeževanje povezano s politeističnimi praksami, zato to vedeževanje v krščanstvu nima svojega mesta. V krščanstvu imamo tu na mestu Božjo svobodo, pa tudi svobodo ustvarjenega sveta in dialog. Dialog, ki poteka v tem, da se Bog razodeva in da se človek na to odziva svojo vero. Na drugi strani pri politeizmih pa je vedno navzoče merjenje moči, ali med božanstvi, ali pa tudi med verniki teh božanstev. Kako je mogoče, da vedeževalstvo obstane v dobi te, recimo, dialoga svobode? Preostanek vedeževalstva lahko razumemo kot znamenje nepopolnega pokristjanjenja in tudi nedokončanega očiščenja politeistične misli. Podobno kot se je to dogajalo že v starozaveznem Izraelu, ki je kljub močnim izkustvenim momentom Jahvejeve skrbi za narod, za ljudstvo, vedno znova se je to ljudstvo obračalo na malike in zapadalo v politeizem. Tako lahko tudi danes, v pozni antiki, v kontekstu krščanske misli in teologije, vedeževanje obstaja. In zato ga lahko interpretiramo kot neke vrste skušnjavo po obvladovanju. Obvladovanju božanskega in zemskega, to, kar pravzaprav je tipično za magijo. Skušnjavo, ki je globoko zasidrana v človeka, ker sicer veliko obeta, ampak se pa kljub bolečim savlovskim neuspehom ne da zlahka izkoreniniti. Hvala lepa za pozornost.